Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in cenjene gledalke v teh jesenskih dneh. Danes imamo v studiu Gorenjske televizije kar dva zanimiva gosta, in sicer je z nami dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec, član skupine Renew Europe iz LMŠ. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Prav tako pa iz Liste Marjana Šarca kot podžupan mestne občine Kranj prihaja Robert Nograšek. Tudi vam lep pozdrav. Enako želim. Ja, rekli smo v jesenskih dneh. Kakšno je počutje v teh dneh? Jesensko nekako smo v času, ko se leto izteka, ko delamo neke obračune, kako je, pravzaprav rečem lahko, kako je letina rodila, kakšno je bilo pravzaprav leto z tega vidika. Recimo Združene države Amerike imajo v svoj politični koncept pravzaprav celo kalendar prilagojen temu dejstvu, torej nekako iztek leta, pa hkrati nov začetek. Tudi v Kranju se marsikaj dogaja v teh dneh. Ja, pri nas je pa največji dogodek, o katerem se največ govori, sedaj neko patetično obdobje, v katerem se poskuša del Kranja odcepiti, ampak upamo, da bomo to zgodbo uspešno rešili. Tisto, kar je bolj pomembno za Kranj, je to, da smo praktično v prvem na prejšnji seji mestnega sveta potrdili dva proračuna za leto 2022 in 2023, največja rekordna proračuna, s katerimi se bo Kranj res lahko razvijal in v bistvu tudi sledil vsem sodobnim trendom, ki jih današnji svet zahteva. Kranj se razvija seveda tudi s pomočjo Evropske unije, pa mora biti dr. Klemen Grošelj najprej vprašanje za vas. Prva tema smo se namenili, da bomo predstavili, kako sploh deluje Evropska unija, kaj se pravzaprav tam dogaja in kako deluje Evropski parlament. Ja, poglejte, Evropski parlament je eden izmed treh institucij, tako imenovanih ključnih evropskih institucij. Poleg parlamenta imamo tu še svet EU, kjer so predsedniki držav, predsedniki vlad držav članic, in potem imamo tukaj še komisijo. Torej svet in pa parlament smo tako imenovana sozakonodajalca, zakonske predloge, imenovane direktive in uredbe pa pripravlja Evropska komisija. Torej Evropski parlament v tem procesu sodeluje s svojimi, skupaj z svetom oblikuje potem zakonske predloge, ki se potrdijo v obeh telesih, pri čemer treba poudariti, da pravzaprav je Evropski parlament ena redkih evropskih institucij, katere člani, se pravi mi poslanci, smo izvoljeni neposredno strani državljank in državljanov Evropske unije in morda z tega mogoče imamo malce večjo, stopnjo legitimnosti in pa tudi hkrati, bi jaz rekel, nekako bili naj bi, in jaz se trudim, da bi to tudi postal tudi nekako današnji nastop, upam, da bo šel v tej smeri, da ljudi pozovem, da čim bolj uporabijo nas. Mi smo tisti, ki lahko, preko katerih lahko neposredno vplivajo na to, kaj se v Bruslju določa in odvija. Zdaj, kako Evropski parlament deluje, proces je relativno kompleksen, nekako delujemo na ravni odborov. Jaz sam sem član treh teles, prvi je odbor za zunanjo politiko, tako imenovan AFET, potem sem član pododbora za varnost in obrambo, kratica je SEDE, in pa odbora za industrijo, tehnologijo, raziskave in energetiko. To je odbor, tako imenovan, eden izmed 3-4 najmočnejših tako imenovanih zakonodajnih delovnih teles. Torej tukaj obravnavamo različne zakonske predloge, ki gredo potem v procesu usklajevanja, se potrdijo najprej na odboru, potem na plenarki, in če se zadeve zapletejo, in kar pogosto se, potem sledi še tako imenovano tristransko pogajanje, mi rečemo trialog, kjer se komisija, svet EU in Evropski parlament usklajujejo in na koncu iz tega potem pride zakonodajni akt, bodisi uredba, bodisi direktiva, ki potem neposredno vpliva na naše življenje. Kako je biti torej evropski poslanec? To je vaš prvi mandat namreč? Ja, moram reči, nekatere stvari sem pričakoval, nekatere stvari so me malce presenetle. Moj običajni urnik, če tako povem, se začne nekje okoli 8 ure dopoldan. Zdaj, ko so v času korona ukrepov, je bilo tega malce več dela nadaljavo, ampak sam urnik se v bistvu ni spremenil. Nekako od 8 zjutraj do 8 zvečer, če imamo plenarno zasedanje, ki običajno poteka v Štrasburgu, se to lahko zavleče tudi pozno noč, tudi v jutranjih urah smo že sestankovali. Tu so pač razprave, potem glasovanja so izredno pomembna, torej tu se odloča o teh zakonskih predlogih in aktih. Tako da to je običajni moj delovnik, nekako veliko je tega, to je tisto, kar je bilo rekel z moje strani najbolj večja škoda, ki jo povzročil COVID, je pravzaprav to, da te osebnega stika ni bilo, ker ogromno je usklajevanj, ki se zgodijo, na formalni ravni, ampak še bolj pomembno je pristo neformalno, ko srečaš kolega iz druge politične skupine, se z njim nekaj pogovoriš, dogovoriš, razumeš, kje so njegove
njegove tiste skrajne točke, do katerih ne bo popustu, ki je manevrski prostor za usklajevanje, in tega recimo zdaj v času najstrožjih ukrepov ni bilo, vendar se zdaj počasi v parlamentu vračamo spet v ta normalni okvir. Dr. Klemen Grošelj, nekako sva že navezala, kakšen je vaš dan v Bruslju. Nekako se prepletate vse skozi te dve dimenziji, evropska ter nacionalna. No, omenili ste tudi, kako ste se srečevali s protikoronskimi ukrepi. Kako pa poteka dan, ko se selite iz Bruslja v Štrasburg, denimo? Ja, pravzaprav imamo tri dimenzije. Imamo še politično, se pravi, vedno, ko se evropski poslanec odloča, se odloča na eni strani tisto, kar pričakujejo njegovi volilci v Sloveniji, čeprav, bomo rekli, v načelu vedno evropski poslanec predstavlja vse, vse evropske volilke in volilce, ampak seveda, če prihajaš iz Slovenije, si bolj slovenski poslanec, a ne temu je tako. Potem je tudi, kot ste rekli, ta evropska dimenzija in pa seveda tudi ta, politična. Se pravi, moja politična skupina tudi ima določena stališča, tudi naša stranka LMŠ ima svoja politična stališča in vse to potem kombiniraš in oblikuješ kot neko politično stališče, ki ga potem v parlamentu zagovarjaš. Torej, selitve v Štrasburg iz Bruslja v Štrasburg je zadeva, ki je zapisana v temeljnih pogodbah Evropske unije, na kar se naši francoski kolegi zelo pogosto sklicujejo, seveda moramo biti pa zelo odkriti. V ozadju so ogromni finančni interesi, kaj ta selitev pomeni, vam lahko dam tak nazorno prispodobo. Hotel, ki stane sicer v Štrasburgu 80 € na noč, v času parlamentarnega tedna, oziroma plenarnega tedna, kot rečejo, stane tam med 120 in 150 €. Torej, za lokalno gospodarstvo je to vendarle veliko očivanje, ker računate nekako 3500 do 4000 ljudi se takrat preseli iz Bruslja v Štrasburg. Torej, ta ekonomski vidik, seveda politični je pač, kot sem rekel, v teh pogodbah. Zdaj, tukaj običajno potekajo plenarna zasedanja, tukaj se sprejema potem končne odločitve. Sam proces dela je podoben kot v Bruslu, mogoče malce bolj stihijski, v smislu bolj kaotičen, ker so še zadnja usklajevanja tik pred sprejemom, ampak sicer moram reči, od mene osebno delo od Štrasburga, kakor tudi v Bruslu, kar ugaja. Omenili ste, kakšna je vaša vloga v Evropskem parlamentu, kaj pa je pravzaprav Renew Europe? Renew Europe je v bistvu politična skupina, se pravi, imamo več političnih skupin v Evropskem parlamentu, lahko bi rekli neke vrste poslanska skupina, če to malce primerjam s slovenskim parlamentom. Razlika je v tem, da pač imamo formalnega predsednika te politične skupine in pa da je sestavljena, iz več nacionalnih delegacij. Recimo, naša skupina je zelo barvita, tukaj notri je več kot 20 20 nacionalnih delegacij, še nekaj več je potem političnih skupin, ker imamo recimo iz Švedske 2 politični stranki, tudi recimo iz Nizozemske. In to je ta skupina, v kateri jaz primarno delujem. Na podlagi te politične skupine pripadnosti se potem tudi delijo sedeži, kot so sedeži v odborih, potem predsedniška mesta v odborih in tako naprej. Podobno kot v slovenskem parlamentu, mogoče malce večji pomen je v tem, da večina usklajevanj poteka ravno na tej ravni, se pravi politične skupine, in če uspeš s pridobitvijo podpore politične skupine, si že naredil za neko lastno stališče, si naredil kar že velik korak naprej. Evropska unija naredi veliko za državljane. Slišimo, ogromno se financira iz sredstev Evropske unije. Kako čutimo ljudje to v vsakdanjem področju, pa mora biti potem, da se navežemo malce na lokalno skupnost, kaj ima Gorenjska in Kranj od Evropske unije? Ja, tako imenovane evropska sredstva so sestavljene iz različnih virov. Se pravi, imamo nekaj za razvoj podeželja, potem imamo tako imenovane kohezijske sklade. Te kohezijske skladi morda v slovenskem primeru postajajo kar sinonim za evropske sredstva, kar bo mogoče malce problematično skozi čas, ko bo Slovenija iz neto prejemnice postala najprej nevtralna prejemnica, se pravi, in na koncu celo bomo rekli neto plačnica, kar pomeni, da smo se razvili, ampak hkrati tudi pomeni, da bo teh sredstev manj. In pa potem imamo zdaj tudi nov vir, tako potem imamo tudi še sredstva v okviru Erasmus za mobilnost mladih, ki se izobražujejo po širom Evrope. In potem imamo zdaj nov vir, tako imen sklad za okrevanje in odpornost, ki je namenjen predvsem ukrepom za okrevanje držav članic po tej epidemiji. Kako ljudje to vidijo? Največkrat to vidijo v obliki tabel ob cestah, ob neki javni gospodarski infrastrukturi, pa se pravi pločniki, ceste, čistilne naprave, tudi šole, vrtci in tako naprej. Bi pa rekel, da se zdaj težišče nekako seli v tako imenovane mehke vsebine, oziroma vedno več je vlagan v, na eni strani v ta zeleni prehod, se pravi spopad s klimatskimi spremembami,
in pa na drugi strani se pravi kompetence ljudi, se pravi te vsebine, ki nekako gradijo dodano vrednost. To je tisti premik, ki ga bomo v Sloveniji morali storiti. Jaz verjamem, da mestna občina Kranj na tem že dela ustrezne in neke konkretne premike in korake. Ja, veliko se dogaja v Kranju, tudi marsikaj videti. Ja, res je. Ne? Tudi ravno zato, kot sem prej omenil v enem od prejšnjih vprašanj, da imamo sprejeta oziroma da bomo zdaj sprejeli na tej seji predvidoma 2 rekordna proračuna, ki sta bistveno večja od normalnih proračunov, ki jih uporablja oziroma s katerimi operira mestna uprava. In to predvsem tudi zato, ker se praktično izteka ta, bom rekel, obdobja financiranja iz Evrope so vezana na določena 4-letna mandatna obdobja. Zdaj ta zadnje obdobje se izteka in zato je treba ta sredstva počrpati. In tukaj smo tu v Kranju kar uspešni, imamo dobro ekipo, ki na tem področju dela intenzivno. Zdaj to, kar se pa vidi iz teh evropskih sredstev, kar je največji doprinos, v prvi vrsti seveda kolesarske steze in vse, kar je povezano s kolesarstvom. Veste, da imamo v Kranju praktično najbolj razvojeno in največjo kolesarsko mrežo, kar s kolesom v Sloveniji. Vi veste, da v bistvu določene infrastrukturne objekte, kot so neke premostitveni objekti, recimo neke brvi ali karkoli, se sofinancirajo z teh zadev. Tisto, kar je najbolj pomembno, saj zame, je v bistvu energetska sanacija objektov, je bila financirana oziroma sofinancirana iz teh virov in v bistvu tudi neke infrastrukturne projekte. Zdaj pa seveda te z novo to politično agendo se bojo ta sredstva, to kot je že dr. Grošelj omenil, se bojo zdaj preusmerila bolj v digitalizacijo, zeleno ekologijo in vse te stvari, zato moramo mi naše projekte pripraviti tudi v tej smeri. Tako da, ja, seveda, evropska sredstva so zelo dobrodošla, tukaj bi rad samo omenil in seveda to so vse stvari, s katerimi pa je treba se soočati. Do zdaj so bila ta financiranja v nekaterih primerih lahko v večini primerov, recimo, se je to dogajalo tako, da je bilo praktično 60% sofinanciranja, 40% lastnih sredstev. Zdaj se ta zadeva, ponekod tudi 80% ali pa včasih v nekih redkih primerih tudi 100% sofinanciranje, no, ampak to so bili primeri, kjer je praktično DDV moš upoštevati čez raven. Zdaj s to novo perspektivo se pa stvari za nas malo komplicirajo, ker v bistvu spadamo v zahodno kohezijsko regijo. Veste, da se zdaj vzhodna in zahodna kohezijska regija spreminjata in tukaj bojo v bistvu ta sredstva bistveno manj sofinancirana, kot so bila zdaj. To je prav, da smo pohiteli v tem delu in da smo ta sredstva počrpali, kakor se da. Za naprej pa seveda upamo, da bomo lahko koristili sredstva za okrevanje in vse ostale stvari. Mnogo gledalcev reče, včasih smo bili znani po industriji, sedaj pa smo samo po trgovinski dejavnosti. Pa me zanima, veliko je torej govora tudi o evropski industrijski strategiji. Kako mislite, da se bo vse to odvilo in nekako preneslo na lokalno raven? Ja, poglejte, pred nami pravzaprav je sprejem nove, tako imenovane nadgrajene evropske industrijske strategije. Ta je bila sprejeta tik pred samim izbruhom COVID-19 in sedaj na podlagi izkušenj, ki smo jih doživeli v času te epidemije, se pripravlja njena nadgradnja. Jaz sem v tem primeru, bom rekel, tako imenovan poročevalec v senci, se pravi, sooblikujem ta dokument in v tem okviru sem že navezal več stikov s predstavništvi slovenskega gospodarstva, gospodarske zbornice, obrtne zbornice. Zdaj, gledajte, ključnost te strateški usmeritvi so poleg te, pravi, kot je bilo že omenjeno, zelene tranzicije in pa digitalizacije, pred nami je tako imenovano krepitev strateške avtonomije. Kaj to pravzaprav pomeni? Odpira se priložnosti za mnoga mala in srednja podjetja v Sloveniji in tudi celotni Evropski uniji, da se v tem procesu, ker te večji poslovni sistemi, nemška avtomobilska industrija, ki je pravzaprav že postala recimo evropska avtomobilska industrija, bo poskušala vedno bolj iskati dobavitelje v bližini, tudi geografski v bližini. Se pravi, če pogledamo recimo primer Benetton zdaj seli ogromno svoje proizvodne iz Vietnama, Azije, bližje, se pravi na Zahodni Balkan. Zakaj je to pomembno? Poglejte, če se bo slovenska mala in srednja podjetja, zato bodo sredstva iz sklada za okrevanje in za okrevanje tako pomembna, če se bodo uspela pozicionirati relativno dobro, visoko v teh dobavnih verigah, to pomeni višjo dodano vrednost, to pomeni višje plače in višjo raven blagostanja za vse nas v Sloveniji. Zdaj, tukaj je ta sklad za okrevanje in odpornost na voljo.
ta sredstva lahko moramo pravilno in premišljeno uporabiti. Kot je rekel podžupan, tu so zdaj te priložnosti tudi za lokalne skupnosti, recimo za jeseniško občino, recimo za Kroni, je tukaj poseben program tako imenovanega zelenega jekla, kjer bodo priložnosti, kjer bodo dodatna sredstva za raziskave, za razvoj, za pilotne projekte. Jaz upam, da bo vlada, če ne ta, pa potem naslednja, dojela pomembnost tega procesa, da bo več sredstev morda v tej fazi namenila za podporo gospodarstvu v smislu teh pilotnih projektov, uvajanja novih tehnologij, zelenih tehnologij, digitalnih tehnologij, s čimer bomo povečali to konkurenčnost, ker nekako moramo sprejeti. Seveda je pomembno vlaganje v infrastrukturo. Vsi želimo imeti dobre ceste, dobro infrastrukturo, a vendarle mogoče je treba vendarle zdaj premisliti, ali ni morda bolje več vložiti v raziskave in razvoj, s tem ustvariti pogoje za prihodnji razvoj, na nekim veri tudi za reindustrializacijo določenih območij, recimo Kranj nekoč je slovel poleg Maribora za jedro, ne smo slovenskega, tudi jugoslovanskega gospodarstva in industrije. Mogoče je to zdaj priložnost, da se tukaj vrnemo v tem in še posebej, ker v okviru tega imamo še posebno ukrepljeno podporo malim in srednjim podjetjem, zagotavlja njihove finančne stabilnosti. Torej, jaz mislim, da tukaj se odpira cela vrsta priložnosti, ki jih lahko lokalne skupnosti, povezane več lokalnih skupnosti, recimo cela Gorenjska regija, s svojim potencialom, s svojim znanjem, ki ga imamo, lahko zažene to v nekom nov razvojni, prebojno razvojni cikl, ki nam bo omogočil potem, da bomo lahko na daljši rok morda financirali tisto, kar zdaj bi lahko, pa smo se temu odrekli in dosegli nek, bomo rekel, ta industrijsko-tehnološki razvoj. A pa Slovenci vidimo te priložnosti ali kar bežimo v nekih lastnih problemih? Jaz bom rekel tako, pa bom mogoče malce preveč odkrit za politika. Imamo nekako dve vrsti. Nekateri imamo del gospodarstva, ki zelo čaka in čaka predvsem, bom rekel, na državo. Imamo pa tisti del, ki je izredno izvozno usmerjen, ki je zelo agilen in ki te priložnosti zelo izrablja. Jaz moram reči, da me zelo veseli, da imam zdaj tudi, da nisem, bom rekel, deležen tako imenovanega lobiranja samo strani tujih predstavnikov, da je vedno več tudi slovenskih podjetij, slovenskih gospodarskih združenj, ki pristopajo k meni, s katerim lahko sodelujem, s katerim lahko dobiš tisto občutek, seveda potem to stališče poskušaš zagovarjati tudi v teh procesih usklajevanja, kdaj uspeš, kdaj tudi ne uspeš, ampak vendarle ta glas se sliši in veste, treba se zavedati nekaj. Te težave in izzive, katerih ima Slovenija, nima samo Slovenija znotraj Evropske unije. Imamo veliko držav članic, ki imajo podobne. Mogoče Slovenija v tem pogledu malce specifična, da ni, tako bi rekel, izrazita v smislu, da bi sodila v tako imenovan vzhodni blok ali pa recimo ta jedrni blok, ampak imamo določene skupne lastnosti z različnimi državami članicami in tukaj jaz pričakujem in to tudi pogrešam žal še vedno od diplomacije slovenske, predvsem stalnega predstavništva, da bi bilo recimo mogoče malce bolj agresivno, pa mogoče za zadnjo vlado malce manj ideološko. Kako pa ocenjujete predsedovanje Slovenije Evropske unije? Žal bom tukaj zelo kritičen. Bojim se, da je to zamujena priložnost. Imeli smo ogromno priložnosti, kjer bi lahko Slovenijo potrdili kot uspešno, demokratično, gospodarsko propulzivno, bom rekel, uspešno državo, ki jo mednarodni krogi priznavajo neizmerne lepote. Lonely Planet nas je zdaj trenutno uvrstil med 10 najboljših destinacij sveta. To bi morali izkoristiti. Žal, veste, tviti, sporočila, izjave, kakršne zdaj beremo od predsednika vlade, ne prispevajo k temu. Jaz si močno upam, da bo to z naslednjimi volitvami se zaključilo in da bo Slovenija se zopet postavila na zemljevid Evrope tam, kjer je že bila, oziroma še vedno je, ampak se borimo za to, da je tam, kjer je še je, in da ne bo zdrsnila v klub nekaterih držav, ki danes veljajo, kot so recimo Poljska, Madžarska, za tiste, ki imajo težave z lastno demokracijo, ki imajo težave z vladavino prava in še čem in ki pač pravzaprav predstavlja neko alternativo Evropski uniji, za katero sem prepričan, da velika večina Slovenk in Slovencev si ne želi, da bi bila ta alternativa uresničena. Gospod Nograšek, kakšne informacije potrebujete župani, podžupani in recimo drugi predstavniki lokalnih skupnosti, da lahko uspešno sodelujete denimo z Evropsko unijo, potem imate v mislih uspešen razvoj občine in kako potem v nadaljevanju s tem kandidiranjem za evropska sredstva? Ja,
Moram reči, tukaj imamo predvsem mi srečo, ali pa recimo tudi osebno, pri nas je recimo z dr. Grošljem imamo tesne osebne stike, tako telefonske številke na neposredne kontakte, tako da v bistvu nam je dal na razpolago v svoj prosti čas in tudi z vso obljubo, da ga lahko pokličemo, kadar želimo, vprašamo, kar želimo in da bo poskušal oziroma naredil vse, kar v njegovi moči, da bodo te stvari lahko realizirane. Seveda, tukaj je treba vedeti, kot nam je bilo povedano vsem skupaj, da gre tukaj za neprimerno večji sistem od neke lokalne oblasti, ampak vsekakor, nam so zelo pomembne informacije, da lahko vemo, kakšna sredstva se planirajo za razvoj nekih lokalnih področji in nekih stvari, zato ker, če lahko rečem temu tako malo po domače, zelo fino je, če ima lahko neka lokalna skupnost pripravljene določene projekte na zalogo, v narekovajih, zato ker potem, ko so razpisi objavljeni, potem, ko se sredstva delijo, se zelo velikokrat reče, da se jemljajo ali pa se, realizirajo projekti, ki so, žal bom uporabil ta izraz, ampak ga bojo vsi razumeli, ready to go, kar pomeni, da projekti, ki so praktično narejeni, zato je zelo fino, se pravi, da imaš predhodno nakazane neke smernice, iz katerih se ti lahko potem v lokalno območje obrneš in v bistvu narediš neke predpriprave, kar se veste, vse stvari, tako kot tukaj je večja zadeva, kot sem rekel, ampak v lokalni skupnosti morajo biti vse stvari usklajene s proračuni. Proračun se sprejema za 2 leti naprej, ampak vsi projekti morajo biti pa noter. Se pravi, med letom ali pa karkoli želiš spremeniti, je treba to vse, potegne za seboj rebalanse, potegne vse skupaj in zdaj, če je neka, bom rekel, kritična politična volja, se lahko take stvari porušijo in imaš potem težave s financiranjem z vsemi stami stvari. Se pravi, zelo na kratko, najpomembnejša informacija je ta, da mi lahko dobimo informacijo iz prve roke, kje lahko računamo, da se bodo ta sredstva sproščala v naslednji perspektivi. No, pa če smem dodati, tudi za nas je zelo pomembno, ker dobimo, da ne bo ustvarjen vtis, da je to za enosmerna komunikacija. Tudi za mene kot poslanca je pomembno, da dobim informacije, kako naše lokalne skupnosti razmišljajo, kaj so njihovi razvojni izzivi. A veste, ker potem, ko pride za 460 milijonov državljank in državljanov Evropske unije vse v Bruselj, je potem potrebno različne interese. Sej na koncu pridemo do nekih skupnih rešitev. Veste, naše potrebe državljanov in državljank v Sloveniji niso bistveno drugačne s potrebami nekoga v Nemčiji, Franciji ali pa kje drugje znotraj Evropske unije. Vendar je dobro vedeti, kaj so tisti ključni izzivi in potem lahko iščeš, bom rekel, tudi jaz iščem zavezništva med kolegi znotraj politične skupine, preko političnih skupin, da oblikujemo neko skupno stališče in potem zagovarjamo od, bom rekel, primernega obsega kohezijskih sredstev in po drugih sredstev, ki so namenjene za razvoj lokalnih skupnosti. To je izrednega pomena ta komunikacija in jaz mislim, da v tem primeru tukaj to kar dobro deluje. In kaj so trenutno najbolj pereče teme za lokalne skupnosti in kako mislite, da Evropa lahko pomaga? Tako kot je bilo prej rečeno, se pravi, mi moramo oživljati gospodarstvo seveda v današnji dobi ni več klasično gospodarstvo z nekimi proizvodnimi, ogromnimi proizvodnimi halami, z nekimi težkimi orodji, mašinami, ampak se v bistvu vse skupaj nagiba temu, tako radi upevamo to visoko dodano vrednost, se pravi tehnološko napredna podjetja. Če lahko samo v enem stavku povem, mi v Kranju recimo ta projekt že teče, se pravi, to je projekt Kovačnica, ki je v bistvu neka kovačnica novih idej, kjer se spodbuja mlade podjetnike, mlade znanstvenike k raziskovanju, tudi potem, da se te stvari aplicirajo v neke realne proizvodne procese, ne samo na neki teoretični osnovi. Tako da mi recimo z evropskimi sredstvi smo kupili tudi Kranjčani poznajo, oziroma tisti, ki ste iz okolice, objekt stare pošte, ampak to je ta stara pošta, kjer je bila centralna pošta v Kranju in ta projekt laufa prav s pomočjo evropskih sredstev in tam noter bo ta kovačnica živela naprej. Tako da v bistvu proces, ki ga mi želimo recimo pri opremljanju, mi imamo projekt Pametna mlaka, recimo, to je projekt, kjer je sicer za stanovanjski kompleks, ampak recimo tam noter je, kaj je tam noter tisto, kar je različno od drugih stvari.
Tam lahko človek vsak na telefonu pogleda, kakšno ima trenutno porabo, recimo, ne vem, električne energije, koliko je odvajanja, recimo, komunalnih odpadnih voda, kakšno je ozračje, koliko je CO2 vtis v tistem momentu, kakšna je pretočnost zadev. Vse ostalo to, kar se pogovarjamo, recimo o infrastrukturi, ne vem, recimo klasično parkiranje, kjer je velik problem. Ne? Se pravi, da ti lahko že doma pogledaš na telefonu, kje boš dobil parkirno mesto, ko se boš pripeljal v Kranj, kje boš lahko parkiral, s tem se v bistvu krajšajo poti, manj prevozov, potem vsa ta zelena, mi delamo tudi na zamenjavi, se pravi, vseh javnih prevoznih sredstev, se pravi avtobusov, vse, kar uporablja občinska uprava, naši zavodi, vse to zdaj spreminjamo in dajemo na električno energijo, tako da v bistvu se trudimo in vse te stvari, se pravi, to je to kompleksna zadeva, da v bistvu je teh zadev veliko, ampak seveda največja podpora bo pa to, kot je bilo rečeno, izredno spodbudno, da bo v bistvu možnost zagona drobnega gospodarstva, malih in srednjih podjetij, ker vemo, da to so tisti, tudi v Sloveniji mi vemo, da mali podjetniki praktično držijo, da je ta številka brezposelnosti v mejah, kjer je, ker če bi gledali vse ostalo, je lahko bistveno drugače. Doktor Grošelj, torej občine vidijo priložnosti Evropske unije in lepo je biti torej član Evropske unije. Seveda, jaz mislim, da je to, pogledajte, Evropska unija značilno, da je pravzaprav, če gremo globalno, je to območje z najvišjim življenjskim standardom, z najvišjo ravnjo blagostanja in naša skupna odgovornost in predvsem nas, ki smo nekako na teh funkcijah, je, da to tako tudi ohranimo. Tukaj, kot je bilo rečeno, tudi mogoče taka zanimivost, če imajo lokalne skupnosti težavo, kaj je prednost, če se obrne na nas evropske poslance, je to, da lahko mi postavimo komisarjem neposredno vprašanje, kaj menite in kaj boste storili v zvezi s tem in s tem. In potem velikokrat dobimo tudi odgovore, kje pravzaprav ugotoviš, da vse te ogromni, lahko rečemo birokraciji, čeprav sam menim, da bruselska birokracija, če prijemo kako ogromno območje se z njim upravlja, s katerim upravlja, pravzaprav niti ni tako zelo velika, ampak marsikdaj se kaj izgubi. To je mogoče en izziv za lokalne skupnosti, to tudi jaz nekako pogrešam v Sloveniji, ko veliko govorimo o regionalizaciji. Jaz mislim, da bi bilo predvsem pomembno to zagotoviti, da lokalne skupnosti dobijo na enem mestu vse potrebne relevantne informacije. Veste, v Evropski uniji je ogromno projektov, ogromno različnih možnosti in zelo težko je slediti tem lokalnim skupnostim, vsem tem podrobnostim. Tukaj lahko mi malce pomagamo, kot sem rekel, s temi vprašanji, pa zmenjavamo mnenj, ki jih imamo s komisarjem, potem malce bolj neformalno vprašaš o določenih specifičnih zadevah in ugotoviš, da pravzaprav že obstajajo projekti, za katere pa je mogoče, pa tudi neka sredstva, za katere morda se niti v Sloveniji niti ne ve, da pravzaprav so. In tukaj mislim, da je neka prednost, ki jo lahko lokalne skupnosti izkoristijo preko nas poslancev v Evropskem parlamentu. Kaj vas čaka v prihodnjih dneh? V prihodnjih dneh me čaka priprava na novo plenarko, ki bo v 2. tednu novembra. Pred nami so nekatere pomembne zunanje politične debate, tukaj bo gotovo pri ospredju vprašanje dogajanja v Bosni in Hercegovini, kjer se zopet soočamo z neko nestabilnostjo. Pred nami so velik paket, to so verjetno gledalke in gledalci že slišali, za tako imenovani Fit for 55 oziroma biti pripravljen na 55, pa to na leto na starost pri 55, ampak gre za zmanjševanje ogljičnega odtisa do leta 2030. To je ogromen izziv, tukaj bo kar nekaj na voljo različnih programov, projektov, ogromno denarja se tu obrača, in se nam navedem, poleg samega sklada, ki je preko 600 milijard, imamo tukaj celoten evropski proračun v naslednjih 7 letih v višini 1800 milijard, ogromno bo tudi sredstev iz investicijskih bank, Evropska investicijska banka bo ogromno to vlagala. Torej, priložnosti, sredstvo bo ogromno, tisto, kar je zdaj na nas, vseh nas, se pravi na meni, na lokalni skupnosti, da z roko v roki delamo na tem, da pripravimo dobre projekte, da jih tudi v končni fazi morda malce promoviramo in da temi projekti zagotovimo, da bomo ta sredstva dobili in za teh sredstvih potem zgradili temelje za prihodnji razvoj celotne slovenske države in pa seveda v tem okviru tudi lokalnih skupnosti, ki so nek ključen gradnik naše države. Župan Mestne občine Kranj, torej, da bo življenje v Mestni občini Kranj še lepše? Absolutno.
Se pravim, jaz si iskreno želim takega sodelovanja naprej, še več sodelovanja, pa seveda treba se zavedati, da samo skupaj lahko naredimo veliko. Treba je sodelovati, zato tudi se res pridružujem tej želji, da moramo, ker na lokalnih nivojih mi politike ne mešamo tako na grobo, kot se meša na državnem nivoju, tako da moram reči, da tukaj ker sodelujemo in zato imamo tudi lahko uspehe, tako da je seveda vsem veliko uspeha. Torej lahko rečete, da je življenje politika lahko tudi lepo. Lepo, odgovorno, na trenutke tudi zelo stresno, ampak tisto zadovoljstvo, ki ga imaš, je to, da si prispeval, veste, nek kanček k neki spremembi, ki bo morda vsem nam skupaj naredila nekaj dobrega. To si nekako želim, nekako moje vodilo je vedno bilo, da deluje primarno in predvsem za skupno dobro. Mislim, da je to funkcija politike, tako bila v stari Grčiji, da se do danes praktično v tem pogledu ni spremenila. Naj bo temu tako. Dr. Klemen Grošelj, lepa hvala za obisk v našem studiu. Tudi vam, gospod podžupan Robert Nogdošek, da bo življenje v mestni občini Kranj s pomočjo Evrope še lepše. Torej tudi vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, hvala za pozornost. Lep in prijeten večer še naprej.